Tako, začenjamo naš panel z naslovom Razvoj gimnaziji Gorica Trse, Ravne na Koroškem. Prosim, da referenti predstavite svoje referate v 20 minutah. Po predstavitvi teh treh referatov bomo imeli pa diskusijo. Prvi je na vrsti Matic Batič, mladi raziskovalec na Primorski univerzi. Mogoče samo, ne se tukaj pa vedel vrel, samo na ekranu početno kaže. Vredo, jaz se najboljše zahvaljujem za besedo. Namen mojega referata je predstaviti osnovne značilnosti literarnega kanona v avstrijski oziroma tako imenovani cistercijanski polovici Habsburške monarhije na začetku 20. stoletja. Na sliki vidite palačo Wardenberg v Gorici, ki je bila najprej sedež jezuitskega seminarja oziroma kolegija, potem nekaj časa so tukaj, po razpustitvi jezuitskega reda, so tukaj gimnazijo vodili piaristi, se pravi katoliški lirski red, ki se je še posebej ukvarjal z vodenjem šol oziroma vzgojo. Na to je bil tukaj sedež liceja in na to nemške gimnazije v Gorici. Čeprav je potem kasneje pridobila tudi neke nove prostore, ki ti niso zadoščali. Torej, literarni kanon lahko opredelimo kot skupek literarnih del, ki iz različnih razlogov v določeni družbi ter tudi določenem časovnem obdobju veljajo kot izrazito dragocena, pomembna in vplivna. Skladno s tem je družba seveda zainteresirana za poznavanje omenjenih del, predvsem pa estetske in moralne vrednote, ki jih predstavljajo, prenese tudi na prihodne rodove, kar se vse od vzpostavitve moderne države dogaja v šoli. Slednja je, če si sposodim znani izraz francoskega sociologa Altizerja, poglavitni ideološki aparat države. Literarni kanon, oziroma bolje rečeno literarni kanoni, ker seveda poznamo tako nacionalno opredeljene kanone, kot tudi širše, recimo splošen kanon evropske literature. Niso nespremenljivi, njihova vsebina je zgodovinsko pogojena, ter posledično spreminjajoča se. Vsi na primer poznamo nekatere avtorje, v slovenskem primeru vstopa mogoče Jovan Vesel Koseski ali pa Ksaver Meško, ki so v določenem obdobju bili splošno znani in cenjeni, danes pa so praktično nepoznani. Ker je sestava različnih literarnih kanonov torej vedno odvisna od sočasnih estetskih, idejnih, religioznih in drugih prepričanj, s Foucaultem pa bi lahko rekli bolj ali manj skritih vzvodov družbene moči, ne moremo razumeti njihove sestave brez seznanitve s širšim družbenim kontekstom. Skladno s tem nameravamo v prvem delu skematično predstaviti osnove tako imenovanega neohumanizma, to je prevladujočega filozofsko-pedagoškega gibanja v 19. stoletju ter položaj gimnazije v izobraževalnem sistemu Habsburške monarhije. Drugi empirični del referata pa prikazuje zbrane avtorje in njihova dela, ki so jih obravnavali dijaki na goriški gimnaziji na začetku 20. stoletja. Državna gimnazija v Gorici predstavlja zaradi svojega specifičnega položaja v večnacionalnem mestu, ker so vse do prve svetovne vojne živeli tako Slovenci kot tudi Nemci in Italijani, posebno zanimivo študijo primera. Torej, če začnem z neohumanizmom, se je intelektualno gibanje, tako imenovanega neohumanizma, razvilo v 19. stoletju, kot njegov temeljni postulat, lahko izpostavimo prepričanje o naravnem človeškem dostojanstvu. To dostojanstvo je preprosto značilnost vsakega človeka kot takega, je torej prirojen, a po drugi strani je tudi velika odgovornost, kajti vsak človek mora svoje naravne sposobnosti šele ustrezno razviti, da lahko v polnosti doseže svoje naravno poslanstvo. Kaj to je? Po humanističnem prepričanju je resnična človeškost razvidna iz tega, kar človek preprosto je. Njegovi najbolj tipični lastnosti, ki ga razlikujeta od
živali sta predvsem sposobna za govor in razumsko sklepanje. Obedve pa zahtevata razvijanje in izpopolnjevanje. Pri tem ne smemo razumeti le razumevanje oziroma pridobivanje znanja in razvoja kognitivnih sposobnosti v ožjem pomenu besede, temveč sposobnost podrejanja tistega, kar je Platon poimenoval animalični del duše, Freud pa nezavedno, razumu in njegovim zahtevam. Znani grški filozof Aristotel v svojem delu Nikomahova etika trdi, da je končni cilj človekovega življenja življenje skladno z razumom. Slednje zadeva tako dela razume v ožjem pomenu besede, se pravi, potem imamo v misli učenje, znanje in podobno, kot tudi skladnost ostalih funkcij duševnosti, se pravi volje, čustev z razumom. Končni človekov cilj je torej razvoj razumskih in duševnih kreposti, končni cilj vzgoje in izobraževanja pa torej tako imenovani homo humanus, resnično človeški človek. Evropski neohumanisti, podobno kot že prvi humanisti v 14. in 15. stoletju, so menili, da lahko človek svoje naravne darove najbolje razvije ob soočenju z deli rimsko-grške antike. Neohumanizem kot pedagoško gibanje je človeka torej skušalo izobraziti po zgledu klasične antike. Pri tem skoraj da ni potrebo posebej poudarjati, da omenjeno prepričanje ni temeljilo le na resničnem antičnem stanju, temveč je grško-rimski svet služil kot nekakšno projekcijsko platno, na katerega je bilo lahko projecirano idealno humanistično stanje duha. Najprej se pravi nekaj besed o splošnih značilnostih Apostolske gimnazije. Do zadnje bistvene reforme je prišlo v letih 1848 do 1953. Reforme so nastale pod vodstvom tedanjega šolskega ministra grofa Lea von Thun-Hohensteina. Na tem mestu bomo izpostavili njihove najpomembnejše vsebine. Predvsem je bil ukinjen obvezni filozofski študij, ki je prej bil pogoj za vpis na fakulteto. Številne njegove vsebine pa so bile prenesene na 8-letno gimnazijo. V tej je bil dokončno uveden sistem predmetnega učitelja. Kot zaključek gimnazijskega izobraževanja pa je bila uvedena zunanja matura oziroma zrelostni izpit. Skladno z neohumanističnimi ideali naj bi gimnazija temeljito izobrazila dijake v humanističnem pomenu besede. Bistveno torej ni bilo le pridobivanje znanja, temveč celosten razvoj osebnosti. Vsaki gimnazijec naj bi razvil tudi osebne vrline in zrelost, potrebno za vpis na univerzo oziroma upravljanje s tem povezanih meščanskih poklicov. To je gimnazijsko izobraževanje skušalo doseči preko pouka klasičnih jezikov, to je seveda klasične književnosti, ter posledično soočenja z moralnimi in estetskimi ideali klasične antike, strogo disciplino ter vzorom gimnazijskih profesorjev. Kot je v referatu danes že poudaril dr. Hribošek, mogoče ste se nekateri udeležili, tedanji gimnazijski sistem ni bil brez kritik. Pojavili so se zahteve, da je tak sistem neživljenjski, da dijake premalo pripravlja na izzive, ki jih čakajo v življenju in podobno. Do nekaterih sprememb je tudi prišlo, tako je bila recimo leta 1908 realna gimnazija, tako imenovana realka, izenačena z humanistično gimnazijo, ampak več o tem na tem mestu ne bi. Če si sedaj pogledamo te značilnosti v praksi, empirični del raziskave sem izvedel na primeru državne gimnazije v Gorici. Slednja je nastala na podlagi starejšega jezuitskega kolegija, gimnazije in nato liceja. V deželnem glavnem mestu v Soči so, kot že rečeno, v času habsburške monarhije živeli tako Italijani, kot tudi Slovenci in Nemci. Poučevali jezik na gimnaziji, ki je bil v začetku seveda izključno nemščina, sčasoma pa so se vedno bolj uvajali v ostali jeziki. Podobno je bilo tudi v Gorici, ker so Slovenci, to je bilo, mislim, da danes že omenjeno, v začetnem predavanju leta 1913 dobili tudi prvo samostojno slovensko javno gimnazijo. Prej lahko govorimo le o paralelnih slovenskih razredih na nemških gimnazijah, ter seveda o zasebni, se pravi, škofijski gimnaziji v Šentvidu. Leta 13 je bila namreč dotedanja nemška gimnazija razdeljena v 3 dele, nemškega, italijanskega in slovenskega. Gimnazijsko delovanje oziroma razpored predmetov je zelo jasno razviden iz gimnazijskih letnih
poročil, ki jih je morala po zakonu izvajati vsaka gimnazijska ustanova. Poleg obsežnega pregleda delovanja šole v preteklem letu, poročila vsebujejo tudi raznorazne znanstvene prispevke, ki so jih napisali gimnazijski profesori. Med njimi namreč pogosto srečamo pomembne intelektualce oziroma javne delavce na goriški gimnaziji, lahko poleg danes že omenjenega Josefa Tominška. Na začetku 20. stoletja izpostavim tudi didaktika Karla Oswalda, ki je zelo zaslužen za napredek za razvoj slovenske didaktike. Gimnazijska letna poročila so, če mogoče kdo še ne ve, dostopna tudi na spletu, v okviru spletne knjižnice DLIP in predstavljajo sjajen zgodovinski vir. Zaradi časovne omejenosti se bom referat omejil na predstavitev podatkov v šolskem letu 1912-1913, torej zadnjem letu pred razdelitvijo Goriške gimnazije. Podana slika je kljub vsemu reprezentativna, ker se podatki iz prejšnjih let ne razlikujejo bistveno od predstavljenih, se pravi teh, ki jih bom predstavil v nadaljevanju. Občasno se skozi leta sicer pojavljajo nekateri novi avtori, nekaj tudi izgine, a osnove literarnega kanona ostajajo na prelomu stoletja vse do prve svetovne vojne skozi leta iste. Če si najprej pregledamo razporeditev ur, je prevlada humanističnih predmetov zelo očitna, recimo latinščina in grščina, tako sestavljata vsaj eno tretjino, občasno celo do 40% vseh učnih ur. Če k temu dodamo še ostale jezike, se pravi nemščino kot učni jezik, potem italijanščino in slovenščino za izbrane dijake, se pravi tiste, ki so si ta dva jezika izbrali, potem seveda tudi verouk, bil stalno prisoten. Ker zgodovino je jasno, da za naravoslovne predmete ni ostalo več veliko prostora. Poglejmo sedaj obravnavane avtorje. Ko sem že omenil, lahko govorimo o kanonu latinske, grške, nemške, italijanske in slovenske literature, ki so bili tukaj prisotni. Če se ostavimo naprej pri najpomembnejšem predmetu, se pravi latinščini, je iz slika razvidno, da so zastopani praktično vsi najpomembnejši predstavniki latinske književnosti, od Julija Cezarja, Ovida, Salusta, potem imamo seveda Cicera, Plinija, v zadnjih dveh letih pa nekoliko zanimivo, skoraj da je izključno ukvarjanjem s Tacitom in Horacijem. So se pa seveda številne ta dela brala v odlomkih oziroma izborih, ne v celoti. Manj temeljita je bila seznanitev z deli grške književnosti, ker je grščina seveda predstavljala težji zalogaj. Kot vidimo, se pojavi šele v 5. letniku, brali pa so predvsem Xenofonta, on nasploh velja pisca z zelo prijetnim stilom, ki ga je lahko brati, recimo temu tako v narekovaju. Potem odlomke iz Homerja, v zadnjem letniku pa tudi grške filozofe, predvsem Platona in Aristotela. Sedaj pa tudi nekatere dramatike, recimo tukaj Sofoklejo, Oidipus. Veliko pozornosti je bilo posvečeno tudi nemški literaturi, predvsem delom tako imenovane weimarske klasike. Uvrstijo se vsa najpomembnejša dela Goetheja in Schillerja, kar glede na normativno vlogo antične književnosti pravzaprav ni presenetljivo. Prav weimarska klasika, Goethe in Schiller, sta namreč v svojih delih izrazito sledila antičnim estetskim in moralnim idealom. Če se mogoče kdo ukvarjal, oziroma če celo študiral germanistiko, je tukaj soočen s samimi znanimi deli, vse najpomembnejše Schillerjeve drame, potem najpomembnejša Goethejeva dela, recimo tukaj Ifigenija, Tasso, pojavi se tudi Faust. Zelo pogosto se pojavlja tudi Franz Grillparzer, ki še danes, vsaj do določene mere, velja za nekakšnega avstrijskega nacionalnega dramatika. Njegova dela pogosto vsebujejo domoljubno noto, zato lahko močno prisotnost njegovih del pripišemo državnim okvirjem oziroma domoljubni vzgoji, ki je gimnazija skušala
zagotavljati. Pogosto pa tematizirajo tudi, se pravi, obdobja iz habsburške zgodovine. Če se za konec posvetimo še italijanski in slovenski književnosti, vidimo, da sta bili komparativno veliko manj zastopani, predvsem seveda niso obravnavali vsi dijaki, ampak italijansko samo A razred, ki je očitno bil italijanski, medtem ko slovensko seveda B razred. Pri Italijanih je kanon omejen na obdobje poznega srednjega veka in renesanse. Najdemo, lahko kot vidimo, se opravičujem, podabil le največje klasike, se pravi seveda Dante, Petrarca, Boccaccio, Ariosto, in potem je praktično že konec. Pri Slovencih pa v bistvu je stvar zelo zanimiva, kajti iz teh podatkov je očitno, da takratni nacionalni kanon še ni bil čisto zaključen, oziroma so bile njegove meje nekoliko tekoče, poleg nekaterih slovenskih klasikov, še današnjih, imamo tukaj Cankarja, Jurčiča, potem seveda Kersnika, se pojavljata tudi Ivan Mažuranič in August Šenova, se pravi avtorja, ki sta danes v bistvu razumljena kot hrvaška književnika. Vsekakor njena počitev poraja zanimiva vprašanja, posebno če upoštevamo, da je bil velik del tedanje slovenske inteligence pristajal na bodočo kulturno združitev s Hrvati. No, to je vsekakor zanimiva tema, ki bi se jo veljalo dotakniti v drugem prispevku, se pravi, ali mogoče lahko iz teh podatkov sklepamo tudi podobne zaključke. Če torej počasi zaključim, lahko rečem, da v tedanjem gimnazijskem programu prevladujejo humanistični predmeti, predvsem jezikoslovje in literatura, v okviru nacionalnih literarnih kanonov pa avtorji tako imenovane neoklasične usmeritve. Kar sama se vsiljuje tudi primerjava s sodobnim stanjem slovenske gimnazije. Razlike so seveda ogromne. Nekatere lahko dokaj banalno pojasnimo z drugačnim državnim okvirom, v katerem se danes nahajamo. Z tega razloga seveda jasno, da nemška literatura ne igra niti približno podobno pomembne vloge kot takrat. Mnogo obsežnejši pa seveda zato kanon slovenske literature. Druga pa po mojem mnenju razkriva globlje spremembe, ki jih je bil deležen slovenski šolski sistem v preteklem stoletju. Razvidna je opustitev humanističnega ideala izobraževanja, ki ga je nadomestil v svojem bistvu utilitarni program pridobivanja spretnosti in kompetenc za kasnejše poklicno delo. Spričo tega se je prevlada klasičnih jezikov umaknila vedno po pomembnejšemu naravoslovju. Raziskovanje razvoja kanona normativnih literarnih gre skozi čas in prostor se tako kaže kot produktivno delo, ki posredno odstira oziroma pomaga bolje razumeti paradigmatske kulturne transformacije. Na tem področju pa nas gotovo čaka še veliko dela. S tem sem prišel do konca svoje predstavitve, vsem bi se rad lepo zahvalil za pozornost. Zdaj, a imam še minuto časa? Točne 4. Aha, ok, sem bil pa hiter potem. No, za konec sem tukaj pripravil oziroma še dva primera pisnih nalog, se pravi nalog, ki so jih gimnazijci dobili kot recimo esejsko nalogo. Se pravi, v 8. razredu pri pouku nemščine, tisti, ki znate nemško, si lahko predstavljate, kakšna raba znanja je bila dejansko zahtevana od tedanjih gimnazijcev. Pa še nekaj primerov iz pisnih nalog pri slovenščini. Recimo, koliko je bil racionalizem mentor Poklinovega kroga. Nekako si predstavljam, da je za današnjega slovenskega dijaka to kar težak zalogaj, ne? Tudi če bi mu ga postavili v 4. letniku. Tako, s tem sem pa resnično prišel do konca. Kaj primer za zgodovino? Kaj so bili tam nekaj razgovor? Za zgodovino niso navedene lektire, so navedeni samo učbeniki, ki so jih uporabljali. Tako da bi
Verjetno samo, če bi prišli do, recimo, maturitetnih vprašanj, ne, bi lahko nekako ugotovili, kakšna raven znanja je bila dejansko zahtevana.